pa je tisto, zaradi česar vi mislite, da kaznovanje otrok ni primeren način vzgoje? Kaznovanje je vedno ponižujoče do tistega, ki ga kaznujemo, in tudi ruši naš občutek senzitivnosti in spodbuja vero v to, da bomo s kaznovanjem, ki v resnici vedno deluje na prekinitev čustvenega stika, ker nam onemogoča, da bi se poglobili v otroka ali mladostnika, poglabljali stik, razvijali čustveni stik, nam določi neko bližnjico, ki dolgoročno nima pozitivnih učinkov za razvoj zavedanja samega sebe, zavedanja posledic nekega dejanja, razumevanja dogodkov, razumevanja pravil končno. In dokler mi sami ne razumemo določenih stvari, jih tudi ne moremo razložiti otroku, in če ga bomo samo kaznovali, ker nekega pravila ali pa nečesa, enega dogovora ni upošteval, s tem tudi nehote onemogočimo razvoj njegovega razumevanja določenih pravil, določenih zakonov družbe mogoče ali pa primernega obnašanja. In je to ena bližnjica, za katero starši pogosto mislijo, da je čist praktična, da hitro nekaj rešimo in da prej ali slej se bo otrok že naučil, da enih stvari ne sme početi, ampak si naredimo škodo, zato ker jih nikoli ne bo v globini res razumel in tudi staršem bo vedno manj zaupal. In tisto, kar je precej nevarno, je, da se to zaupanje potem krha. Zaupanje pa občutek, da starši čutijo, kaj ti doživljaš kot otrok pa mladostnik, je pa temelj naših odnosov in izgubimo tisto, kar nam odnosi največ prinašajo, s tem, ko hočemo ene stvari na hitro rešiti, v resnici na koncu izgubimo vsi in tega si ne želim in tega si tudi starši ne želijo. Vsi starši bi si želela, da verjamejo, da lahko zmorejo pravila razložiti, tudi če jih morajo ponoviti več kot 100-krat.